Meni se zdi najbolj pomembno to, da se zavedaš, da ti ničesar ni treba početi, če tega nočeš početi. Ni važno s kom in ne kdaj in nekako. Če nečesa nočeš, tega nočeš. Gre pa seveda to v obe smeri in tudi če druga oseba nečesa noče, jo ne sili, da nekaj počne. Pa tudi kadarkoli si lahko premisliš, da ti nekaj ne ustreza ali pa da ne bi želel več nadaljevati, pač ljudje se res pri vseh stvareh premišljujemo in zakaj se ne bi še pritevili. Hkrati pa tudi pomembno, da se zavedamo, da se lahko tudi druga oseba premisli in moramo to upoštevati. Ne vem, če rabim to sploh poudarjati, ampak nekdo, ki ni v stanju, da bi dal privolitev za spolni odnos ali pa kjerkoli spolno aktivnost, zdaj ali je pijan, ali je zadet, ali spi, pač ne smemo imeti spolnega odnosa z njima. To velja tako za druge kot za nas same. Je pa pomembno, da če se slučajno kdaj zgodi, da si žrtev spolnega nasilja, da nikoli ne kriviš sebe za to, ker pač v vsakem primeru je za to kriv storilec. Ko grem ven, se mi zdi najboljše, da točno vem, kam in s kom grem in da imam zrihtan prevoz za nazaj ali pa vsaj dovolj denarja za taksi. In da tudi, če se ti sprazni baterija, recimo imate s prijatelji točno dogovorjeno mesto, kje se boste dobili po končani žurki. Pa jaz bi rekla, da je pametno, da preden greš od doma, si napolniš telefon. Sama pa to delam tako, da kamorkoli grem in se ne počutim varno, da pač si delim svojo lokacijo ali s prijatelji ali s fantom. Tudi velikokrat preden kam grem ven, recimo sporočim starejšemu bratu. Drugače pa ponavadi, ko pridem domov, napišem SMS, da sem varno doma, da je vse cool in tako naprej. Pa, ko boš v klubu ali pa v kakšnem lokalu, pazi na svojo pijačo. Glej, kako ti jo delajo, ki jo dobiš, ne jo puščati na mizi, na stolu, nosijo skozi sabo, pa če ti slučajno kdo ponudi, da ti časti pijačo, vem, da je mamljiv, ampak da razmisli, ker se pravim, nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi. Kar je pa dejansko grozno tukaj je pa to, da večina žrtev spolnega nasilja pozna svojega storilca ali pa pozna nekoga, ki je to drugemu naredil. Zdaj je pomembno, da smo vedno v družbi naših prijateljev pozorni, na kaj se dogaja okoli nas in če nam kdo karkoli zaupa. Pomembno je, da se zavedaš, da se na spletu lahko kdorkoli pretvarja, da je kdorkoli drug in da na drugi strani mogoče ni tista oseba, za katero misliš, da je. Zato raje ne deli slik in podatkov in ostalih vsebin, za katere nočeš, da pristanejo v javnosti. Pa če se odločiš, da se dobiš z nekom z interneta, ki jih pač ne poznaš, se zmeni tako, da greš v nek obljuden kraj, recimo kakšno kavarno, ali pa da tudi sporočiš svojim prijateljem, pač nujno sporočiti nekomu, hkrati pa lahko obstaja ta opcija, da deliš svojo lokacijo.